Viva podcast za višjo kakovost življenja. Astma brez omejitev. Astma je ena najpogostejših kroničnih bolezni dihal. Pri nas jo ima približno 1 od 10 odraslih, pri otrocih in mladostnikih pa celo vsak 5. Tudi otroštvo naše sogovornice Andreje je spremljala astma. Diha ji je pogosto zmanjkovalo, prave razlage pa dolgo ni bilo. Diagnozo je dobila šele pri 29, zdravila, ki resnično delujejo, pa še pozneje. Danes kolesari, hodi v hribe in končno diha s polnimi pljuči. Torej, čeprav lahko močno vpliva na kakovost življenja, astma ob ustreznem zdravljenju in razumevanju ne pomeni ovire za aktivno in tudi sicer popolnoma normalno življenje. Pogled v sodobno obravnavo astme v tokratnem Vivinem podcastu odpira specialistka pnevmologije in interne medicine Jasmina Gabrijelčič. Osebno izkušnjo pa predstavlja Andreja, ki je kljub dolgi poti do diagnoze danes živ dokaz, da je z astmo mogoče živeti brez omejitev. Jaz sem imela težave že ves čas svojega življenja, s tem, da kot otrok, kot dojenček, sem imela zelo težko srčno napako. In ravno zaradi tega sem bila in modrikasta in težko sem dihala in nisem imela možnosti večjih telesnih naporov. Kljub vsemu so pa moji starši ugotovili, da zvečer, ko ni bilo niti napora, ko bi morala spati, ko bi morala normalno dihati, sem dobila v bistvu napade težkega dihanja, lovila sem sapo, kot dojenček sem v bistvu celo nekajkrat nehala dihati. In zato so me po noči nosili na tako imenovane večerne sprehode oziroma nočne sprehode, da bi lažje dihala. Dejansko se tudi po operaciji srca se na primer ta moja težava z dihanjem ni izboljševala. Pri 5 letih, ko sem bila operirana, je večina teh težav izginila, težave s srcem. Še vedno pa so se pojavljale težave, ko sem na primer imela navaden bronhitis ali virozo, se ta nikakor ni pozdravila. Poleg nočnega prebujanja, kašlja in težkega dihanja sem potem običajno imela še vedno znova težave s tem, da se nisem mogla popolnoma izkašljati, da sem imela nenehno težave z zbujanjem po noči in mogoče celo malo več kot običajni otroci. Astma je najpogostejša pljučna bolezen, poznana že zelo dolgo. Pojavi se velikokrat v otroštvu. Včasih je, pojavnost kar predvidljiva, če je v družini pogosto prisotna alergija. Velikokrat jo sprožijo pogoste okužbe dihal, predvsem virusne v zimskih mesecih. Povezujemo jo pa tudi z onesnaženostjo. Vse te zadeve, se pravi, vsi ti dražljivci, alergeni, virusi, onesnaževalci pri astmatiku povzročajo skrčenje bronhijev naših dihalnih poti, ki je nenormalno, pretirano do te mere, da je dihanje oteženo, včasih kritično oteženo. Astma se velikokrat pojavi v otroštvu, vendar na srečo tudi precej se umiri oziroma izzveni, zato da bi se pojavila kasneje tudi lahko spet v odrasli dobi, bodisi preko virusa ali drugega sprožilca. Včasih se pa popolnoma na novo, nepredvidljivo, nepričakovano pojavi v odrasli ali celo starejši dobi. Za astmo rečemo, da je kronična, vnetna, intermitentna bolezen. Intermitentna pomeni, da je nestabilna do te mere, da ima velikrat zelo dobra, mirna obdobja, brez večjih težav, pa potem na žalost pride do zelo napornih obdobij z veliko težavami, celo z težavami z potrebo po obiskih urgence ali bolnišnice, vendar z danes znanimi in uporabljenimi zdravili velikokrat lahko dosežemo zelo nadzorovan, neproblematičen potek bolezni oziroma nadzor nad samo boleznijo. Komentirala bi potek diagnostike pri Andreji, pri naši pacientki, ki je bil do ene mere precej netipičen. Seveda so se
simptomi težkega dihanja prekrivali s tem, da je imela znano srčno napako, tako težave s srcem kot težave z astmo oziroma z pljuči, bronhi, povzročajo težave z dihanjem in to je seveda vodilo do tega, da je kar nekaj časa preteklo, preden je bila diagnoza postavljena. Po drugi strani pa njena zgodba govori za to, da so se njeni bronhi senzibilizirali verjetno preko pogostih virusnih okužb, katerim je bila kot srčni bolnik še bolj izpostavljena. Dejansko v otroštvu bi rekla, da so ravno moje srčne težave oziroma težave s srcem zakamuflirale ali nekako zapoznele mojo prepoznavnost kot astmatičnega bolnika. Šele ko sem bila najstnica, sem ugotavljala, da nekaj res ni v redu, ker dejansko sem bila normalno telesno aktivna, lahko sem v bistvu hodila v hrib, nisem pa bila sposobna, na primer, pospraviti svoje sobe. In moji starši so to razumeli kot neko najstniško upiranje, ampak jaz sem takrat dejansko mislila, da bom umrla. Imela sem v bistvu napade dušenja, imela sem občutek, da mi bo zmanjkalo sape in da ne bom preživela. Pri zdravnikih tega niso prepoznali, kot da bi bil vzrok astma, šele kasneje, ko sem bila res že odrasla, že v svojem gospodinjstvu, sem ugotavljala, da se ti simptomi ponavljajo. Torej, spet ob čiščenju imam spet enake težave in dejansko se šele pri mojem 19. letu, oziroma dobrim 20, sem prvič imela tako imenovano prepoznavanje preobčutljivostne reakcije na koži, da se pretirano odzivam na pršice. Takrat vem, da mi je zdravnik predpisal olajševalni sprej, ki sem ga uporabljala po potrebi in mi je deloma izboljšal samo situacijo, nisem pa bila popolnoma v redu. Kasneje sem doživljala v bistvu kar nekaj takšnih hudih poslabšanj, zaradi katerih sem morala celo na golnik, celo kisik sem imela nekaj časa priklopljen na nos kot dodano zdravljenje oziroma dodatek za lažje dihanje, tako da je bilo res moje stanje zelo slabo. V drugem delu svoje zgodbe gospa zelo lepo predstavi to pot, bom rekla, prepoznavanja bolezni astme in postavljanja diagnoze. Namreč značilno za astmo je, kot je bilo mogoče že poudarjeno, da ni vezana, ni proporcionalna, da težave niso proporcionalne naporu, se pravi, niso težave vezane samo na naš fizični napor, da samo ko gremo teč, ko gremo, v hrib, da imamo težave z dihanjem, ampak pride do skrčenja bronhijev ob stiku s snovjo, ki je za drugega človeka zraven nas popolnoma nepomembna, nenevarna, pri nas pa povzroča hude težave. V njenem primeru je bil to alergen pršice, ki je najpogostejših alergenov v našem okolju, verjetno svetovno tudi. Prisoten je v notranjih prostorih in ga velikokrat zelo hitro lahko diagnosticiramo z kožnimi testi, ki so precej zanesljivi. Potem je dobila prvo zdravilo za astmo, to je olajševalec. To so zdravila iz skupine beta-agonistov, ki sprostijo gladke mišice v bronhih in delujejo zelo hitro. Zastop delovanja je v 5 do 7 minutah. To so bila zdravila razvita pred nekaj desetletji in so seveda rešila mnogo življenj, še danes jih. Čeprav je šlo vedenje o astmi kot o vnetju naprej in se je kasneje so začela in še danes imamo temeljna zdravila za astmo iz druge skupine, to je skupine preprečevalcev, kamor spadajo glukokortikoidna zdravila, predvsem v obliki vdihovalnikov, se pravi lokalna terapija, pa potem antagonisti levkotrienske poti, ki so v obliki tablet in po novem v zadnjem desetletju, malo več, pa tudi biološka zdravila.
Se spomnim, to je bilo 11. septembra 2001, tistega dne, ko je ZDA doživel napad na dvojčka. Točno takrat me je poklicala moja zdravnica, da vsi rezultati, takrat sem šla na spirometrijo in na preobčutljivostne teste, da kažejo, da imam dejansko astmo. In mi je predpisala takrat pa prvič vzdrževalno dozo kortikosteroidov. In kako sem doživljala? Kot prvo bi rekla, da sem bila zelo olajšana, v naslednjem hipu pa se mi je svet enako sesul kot tiste 2 dvojčka. Zato, ker enostavno si nisem predstavljala, da bom morala celo življenje živeti s takimi zdravili, ves čas biti pod nekim nadzorom, sama sebe kontrolirati, kakšen imam v bistvu bev, kako bom zdaj preživela, v glavnem, da bom morala ves čas nekam na golnik hoditi, zaradi tega, ker sem bila tako slaba. Potrebovala sem kar nekaj časa, da sem nekako dojela. Je pa dejstvo, da kljub temu, da sem dobivala relativno visoke doze bronhodilatatorjev oziroma teh vzdrževalnih zdravil in potem sem morala še vedno jemati še dodatne olajševalce, ker enostavno niso pomagali. No. Predvsem se je stanje poslabšalo vsako jesen. Takrat sem doživljala najhujše napade in če je bil poleg tega še kakšno drugo minimalno poslabšanje zaradi viroze ali zaradi nekega prehlada, ki ga je, otrok prinesel iz šole, sem bila jaz komaj da živa. In kasneje so ravno zaradi tega, ker sem imela vse te zdravila na skoraj da najvišji možni dozi, so mi predpisali še oralne kortikosteroide. Z zdravili, ki dodatno zmanjšujejo našo avtoimunni odziv in se jih jemlje običajno oralno, se človek res precej spremeni, ker imajo toliko stranskih učinkov, da vpliva in na telo in tudi na psiho. Predvsem pa sem se bala vsake jeseni, kako bo z naslednjim poslabšanjem. Včasih je dejansko poslabšanje ali napad tako hud, da se boriš za skoraj da vsak vdih in ko vzameš zdravilo proti olajševalec, čakaš na naslednjo minuto, da bo v bistvu olajševalec prijel in če ne bo, se sprašuješ, kaj bo naslednjo minuto, kako boš izboljšal stanje. Jaz moram povedati, da so bile te noči včasih res zelo dolge. Diagnoza astme se postavlja z pljučno funkcijo. Se pravi, pacient mora napraviti spirometrijo, kjer izmerimo volumne, pljučne pretoke, kapaciteto. Ni redko, da je to pri astmatiku, ki ni v poslabšanju, ki nima krize, ki nima slabega obdobja, normalno. Zaradi tega se poslužujemo še dodatnih, mi jim rečemo bronhoprovokacijskih testov, ko skušamo provocirati naše bronhije z raznimi snovmi, ki jih pacientu damo zavdihavati v kontrolirani količini oziroma koncentraciji in potem po vsaki taki inhalaciji merimo, koliko pljučna kapaciteta se zmanjša. In če se zmanjša za več kot 20%, je to precej diagnostično oziroma potrdi diagnozo astme. Seveda, če pa nekdo v poslabšanju, pa lahko že sama spirometrija oziroma razmerje pretokov govori za zmanjšan pretok v prvi sekundi, kar govori za bronhalno prizadetost. Poleg tega se poslužujemo vedno bolj tudi natančnih slikovnih preiskav, predvsem če smo v dvomih, da gre za astmo, da so kakšne druge bolezni tudi v igri, kot bi rekli. CT nam je v pomoč. Da pa opredeljujemo tip astme, se poslužujemo alergoloških testov, največkrat na začetku kožnih obodnih testov, kasneje lahko tudi seroloških alergoloških testov, krvnih preiskav, kjer opredeljujemo, ali gre za povišano količino vnetnic, kot so eozinofilci, pa potem še lahko ostalih, predvsem izključitvenih testov, ko razmišljamo, da bi lahko šlo za kakšno drugo bolezen, ki daje simptome težav z dihanjem, kot so recimo srčno popuščanje, kronični kadilski bronhitis, gastroesofagna refluksna bolezen in tako naprej. Za nadzor nad urejenostjo astme, nad stanjem astme,
se uporablja tako imenovani PEF meter. PEF je angleška kratica za Peak Expiratory Flow, kar pomeni maksimalni pretok v sekundi, ki ga lahko naša dihala generirajo. Tako da mi rečemo pacientov, da morajo pihniti v to cevko, tako kot bi upihnili svečo. Predvsem je ta naprava zelo dobrodošla za otroke oziroma za starše, da spremlja, ali je nadzor nad astmo dober in sam lahko, če se ne počuti dobro, prekontrolira, ali nekoga ta občutek vara, ali je res, da je prišlo do skrčenja bronhijev in ali to pomeni, da bo mogel povečati zdravila, ki jih ima predpisana za astmo. Viva podcast. Gospa nam v tem tekstu predstavi svojo zgodbo v resnici težko potekajoče astme, ki na njeno nesrečo je redka. Približno 10% ljudi smatramo, da ima tako težko obliko astme, da potrebujejo visoko dozo preprečevalcev v obliki pumpic, ki so danes večinoma kombinirane, se pravi v enem upihu pacient dobi tako preprečevalec kot olajševalec. Kljub temu, da vzame 2-krat, 3-krat po 2-3 upihe tega temeljnega inhalacijskega zdravila, še vedno potrebuje dodatne upihe olajševalca in tudi to v slabih obdobjih ne zadošča za to, da bi bila astma pod nadzorom in so potrebni oralni steroidi v različnih, če se le da, nizkih dozah, ki pa seveda, ker se jemlje preko ust in se absorbira preko črevesja, ima nedvomno večinoma neugodne učinke na celotno telo, specifično potem še izrazito dviga krvni sladkor, niža kostno gostoto, povzroča katarakto. Približno 10-15 let nazaj se je terapija teh bolnikov res, lahko bi rekli, revolucionarizirala z tako imenovanimi biološkimi zdravili, za katere je lepo povedala gospa, da jih jemlje od leta 2017 in so v njenem primeru pomenili velik preskok v kvaliteti življenja. Jaz menim, da se mi je življenje spremenilo 100% na bolje z dnem pred 8 leti, ko sem dobila biološka zdravila, tako imenovana tarčna zdravila, ki delujejo konkretno na tiste moje celice imunskega sistema, s katerimi moje telo pretirano deluje in jih v bistvu zavira njegovo pretirano delovanje in moja astma se je res izboljšala od takrat. 2017 sem začela jemati biološka zdravila in 2018 sem imela zadnji resen astmatičen napad. A veste, to je pa tisto, kar pa človek lahko reče samo neverjetno. In če bi pač z današnjim vedenjem, takrat, ko sem se odločala za ali iti v biološka zdravila ali ne, bi rekla samo seveda zagotovo kvaliteta življenja in tudi nenazadnje samo zdravje na splošno je tako izboljšano, da si takrat niti predstavljati ne bi mogla, da bom jaz, na primer, čez toliko let tako v redu. Torej, še vedno jemljem, tako kot sem od samega začetka, jemljem stalno oralne aerosolne vzdrževalce, torej te pumpice za vzdrževanje. Jemljem pa 4-krat, oziroma na 4 tedne jemljem biološko zdravilo v obliki injekcij, dajem si jih sama in potem imam na vsake 3 mesece približno pregled oziroma kontrolo pri zdravniku. Ob uvajanju bioloških zdravil sem morala na začetku ta zdravila prejemati v bolnici in ostati tam približno 8 ur, zato da so spremljali, ali je prišlo do alergijske reakcije ali ne. Vendar pa po tem protokolu, ki ga uvajajo pulmonologi oziroma zdravniki,
sem čez čas lahko v bistvu ostajala samo še 1 uro po prejemu in na koncu so mi zdajle 2 leti nazaj sem začela prejemati zdravila sama doma. Enkrat na leto naredijo tako imenovani letni pregled, v katerem pregledajo in kri, in slikajo, in vse možne preiskave v zvezi z pljučnimi funkcijami. In medtem ko vse ostali, na primer 2-krat letno, sta pa take kontrole, na katerem so pa samo osnovni pregledi in pa posvet z zdravnikom. Biološko terapijo za astmo uporabljamo tipično pri bolnikih, kot je predstavljena v tem prispevku. Se pravi, pri bolnikih, kjer ne dosežemo dobrega nadzora nad boleznijo, tako nad simptomi, se pravi nad težavami, v smislu pomembne omejitve dnevnih aktivnosti, da ne govorimo niti o športnih aktivnostih, da ne nadzorujemo nočnih simptomov in da ne dosegamo dobre ali normalne pljučne funkcije. Z temeljnimi zdravili za astmo, ki je danes večinoma v obliki inhalatorjev, ki že vsebujejo več različnih zdravil, tako preprečevalcev kot olajševalcev. Biološka zdravila so laboratorijsko sintetizirana protitelesa, večinoma delujejo na tako imenovano TH2 alergijsko oziroma eozinofilno vnetno pot, so v obliki injekcij. Eno zdravilo je bilo tudi sintetizirano tako, da se je dajala infuzija, vendar ni imelo tako boljšega učinka na paciente, tako da je šlo, bom rekla, kar dosti se ga ne uporablja veliko. Predvsem so ostala biološka zdravila danes v obliki presnikov, podobnim inzulinu, kar omogoča, da si jih pacienti lahko dajejo bodisi na 2, 4 ali 8 tednov sami doma, kar je dodatna prednost, da pacientu za vsako aplikacijo zdravila ni potrebno več priti niti v ambulanto, kaj šele v bolnico. Kot pri vsakem zdravilu je seveda najprej, poleg tega, da dokažemo, da ima pacient tako res težko obliko astme, potrebno biti pozoren na to, da vendarle to zdravilo dobro prenaša, se pravi, da nima stranskih učinkov na zdravilo in da je le to v resnici učinkovito, kar se včasih pokaže že v prvi, drugi aplikaciji zdravila, včasih je potrebno počakati nekoliko dlje. Kaj želimo doseči z biološko terapijo? Zmanjšati število poslabšanj, če se le da ukiniti oziroma ni več potrebe po tabletah glukokortikoidnih, stabilizirati pljučno funkcijo in seveda vse skupaj pomeni boljšo kvaliteto življenja. Potrebno je poudariti, da pacient ne sme opustiti temeljne inhalacijske terapije. Čez čas jo lahko seveda tudi v soglasju in pod nadzorom lečečega pulmologa zmanjša. Bolniki z astmo nismo nič drugačni kot vsi ostali. Samo malo si moramo prilagoditi svoje športne aktivnosti do te mere, da vemo, da moramo imeti s seboj vsa zdravila, ki nam olajšajo v primeru poslabšanja, in da se potrudimo v okviru svojih zmožnosti čim bolj, zato da si izboljšujemo kapaciteto in pljuč in tudi svojo telesno zmogljivost. Grem lahko, in to je eno veliko presenečenje za vse, ker res lahko sedaj in kolesarim po 50 km in to brez elektrike, ne? Lahko grem v hrib, lahko grem tja, kamor si v bistvu sama zastavim kot cilj. Je res, da sem utrujena, ampak utrujen je tudi moj mož, ki gre zraven, ne? Toliko da grem res, v bistvu moje življenje je res normalno. Izogibam se sicer brisanju prahu, to ima še vedno moj mož čez, ampak se sam pa že. Tako da ta urejenost astme je zame tako veliko presenečenje, da lahko rečem samo mojim sovrstnikom oziroma sotrpinom, da naj vztrajajo, ne? In predvsem naj bodo po eni strani potrpežljivi sami s seboj,
zato da se spoznajo svoje reakcije na zdravila in svoje reakcije na tiste alergene, ki jih poznajo ali pa tudi, ki jih ne, pač, da se spoznajo. Po drugi strani pa ne bojo toliko vztrajni, da morajo v bistvu vztrajati in pri zdravnikih, da jim predpišejo zdravila, kot tudi pri sebi, da ta zdravila jemljejo. Morda za zaključek en kratek povzetek. Astma je najpogostejša, kronična, vnetna, velikokrat z alergijo povezana pljučna bolezen. Na srečo jo z današnjimi modernimi lokalnimi inhalacijskimi zdravili v velikem procentu in v prilagajanju doze dobro nadzorujemo, dokaj hitro v Sloveniji tudi prepoznamo. V približno 5 do 10% pa je bolezen po kriterijih pacienta in tudi terapeuta težka, slabo ovladljiva, pomembno vpliva na slabo kvaliteto življenja s pogostimi poslabšanji, včasih tudi življenje ogrožujoča. V teh primerih se poslužujemo moderne biološke terapije. Kar si želimo in kar velikokrat dosežemo je, da je pacient zmožen vseh dejavnosti v svojem življenju, ki si jih želi. Zelo spodbujamo, da se ukvarja tudi s športom. Na ta način krepi svoje telo, krepi svoje mišice, krepi svoja pljuča, dokaže sebi in drugim, da zmore in se veseli svojega življenja. V Sloveniji je dostop do pulmologa dober. Upam si trditi, da je nadpovprečno dober in da bolniki, pri katerih se izkaže, da imajo težjo obliko bolezni, napornejšo obliko bolezni, tudi pridejo do te biološke terapije, da jim tako izboljša kvaliteto življenja, kot je lepo povedala naša gostja, bolnica Andreja. Viva podcast za višjo kakovost življenja. Astma torej ni nekaj, kar bi moralo določati bolnikovo življenje. S pravo diagnozo, ustrezno terapijo in aktivnim sodelovanjem jo je mogoče uspešno obvladati. Poslušali ste Vivin podcast. Z bolnico Andrejo in pnevmologinjo Jasmino Gabrielčič sem se pogovarjala Mateja Jordan. Za tehnično izvedbo je poskrbel Maj Štravs.